Ja, na terenu pa je naš Rok, ki se bo pogovarjal z Jocom Žnidaršičem. On je legenda slovenskega fotoreporterstva, imel je pomembno vlogo pri razvijanju vizualne senzibilnosti v novinarskih vrstah, uvajal je visoke kriterije fotografskih prispevkov in spodbujal mlajše generacije fotografov. No, ob 30-letnici, obletnici osamosvojitve Slovenije, ki jo letos praznujemo, bo v Cankarjevem domu iz njegovega zelo obsežnega opusa predstavljen nek izbor del, ki so nastala v letih od 1988 do 1991, ko se je Slovenija osamosvojila. Več o svojem delu nam bo z Rokovo pomočjo povedal fotograf sam, tako da Rok in Joco, dobrodošla. Ja, dobrodošla in lepo pozdravljena tudi ti, Maša, v studio, tule ob meni pa, kot si omenila, Joco Žnidaršič, legenda. Redko kdo med fotografi je seveda, ki ne pozna njegovega imena, visoko je postavil standarde slovenskega fotoreporterstva, no danes bova pa govorila o razstavi Leta preloma, torej med leti 88 in 91, ko je bil tudi Joco Žnidaršič izredno aktiven fotoreporter in zabeležil res bogat opus številnih fotografij iz področja športa, osamosvojitve in še marsičesa. Joco, prav lepo pozdravljen. Dober dan. Torej, kar nekaj zanimivih fotografij, tukaj sva se že sprehodila po razstavi. Leta preloma, kako da ste se odločili za tak naslov razstave? Ja, zelo preprosto. To so bila pač leta, ko se je ogromno stvari dogajalo, bližali smo se novi državi, novi ureditvi in to je potem čist navaden logičen sklep, da smo rekli prelomna leta ali pa leta preloma. Skupaj smo se potem odločili za to drugo. No, prva stvar, ki mi je padla v oči, ko sem prišel sem, je ta modra barva v galeriji. Modra barva nekako tudi ponazarja eno izmed treh barv slovenske zastave. Kako da ste se odločili za tako barvo? To barvo je predlagala oblikovalka razstave, arhitektka Katarina Štoka. Meni je osebno bila zelo všeč in moram reči, da ni prav nič moteče, če so na stenah barvne in črno-bele slike. Mislim, da celo ta modra barva je nekje res ena komponentna barva, ki sodi zraven, tako da sem zelo zadovoljen. Joco, v petek torej praznujemo 30. obletnico naše države, dan državnosti bo. Se morda spomnite, kako ste preživeli ta dan, dan osamosvojitve, se pravi 25. junij leta 1991. Kako je izgledal ta dan? Kar dosti naporno. Seveda, jaz sem bil namreč urednik na delu in seveda uredniška funkcija pomeni sedeti vsaj na 3 kolegih tisti dan. Določili smo točno, kako bo izgledala naslovna stran večerne prireditve. Urednik se je spomnil, da bi bilo lepo pokončno sliko napraviti, kar je bilo pa na tem horizontalnem terenu, ker je bilo ogromno ljudi in vsega dogajanja, zelo težko. No in potem je le uspelo nekje dobiti novo zastavo, delček vojakov in seveda zadaj parlament. Takoj zatem, ko sem to odkril in poslikal, sem seveda tekel na redakcijo, ker nemogoče je bilo, da bi prišel kurir, je bilo prepolno ljudi, ne bi se našla nikjer na redakcijo, ki je blizu. Razvili so filme, določil sem sliko in prišel nazaj, žal, ko je bilo že vsega konec. Ampak sem potem se pridružil ljudem, ki so se veselili v prostorih Cankarjevega doma in proslavljali ta praznik. No, to je bilo pred 30 leti, od takrat se je verjetno tudi v fotografiji in v fotoreporterstvu marsikaj spremenilo. Kaj so tiste največje spremembe, ki so prišle s temi desetletji? Ja, največja je najbrž bila ta, če bi imel takrat že digitalno kamero, tako kot jih imamo sedaj, bi lahko tukaj poslal direktno in bi lahko spremljal vso dogajanje še naprej in zabeležil seveda te res zgodovinske dogodke mnogo bolje, kot sem jih takrat, ko sem hitel
ko sem eno slikco napravil, tisto, ki sem rabo, sem moral iti, ne. Torej, digitalna tehnika prinaša fotografom ogromno prednosti, ni več tiste romantike, ki je bila včasih, ko smo dali razvijati pa čakali, kaj bo ali sploh kaj bo, ne. To, brez tega si danes seveda sploh ne znamo več predstavljati, ko 1,5 milijona Slovencev fotografirali. Ampak takrat, v tistih trenutkih, ko ste to fotografijo naredili, takrat pa je bila vsaka sekunda verjetno pomembna, to je bilo res takoj potrebno spraviti v redakcijo, kajti v sekunde so pri novinarstvu verjetno izredno pomembne. Ja, v takšnih razmerah vedno, ne. Ko se kaj pričakuje, kot smo hoteli takoj s časopisom tudi med ljudi, je bilo to dejansko odločujoče. Čakali so v bistvu samo fotografijo, ki so jo pač montirali na ploščo in zavrteli rotacijo. No, ampak ali človek ob takih trenutkih, ko je na delu, ko je pomemben dogodek, ko se res dogaja revolucija, ali ste razmišljali o domoljubju ali bolj o svojem delu, kako boste sedaj posneli tiste prave fotografije? Kadar delate, ni časa za domoljubje. Morate skrbeti za to, da boste dali pravo blendo, pravi čas, pravo kompozicijo, pravo sliko. Vse drugo morate razmišljati, ker ste odgovorni do časopisa, do bralcev. In če seveda niste zbrani, je lahko tudi usodno kdaj, ne prinesete prave slike. No, tukaj v tej galeriji, na tej razstavi, pa so slike opremljene tudi tekstovno, lahko jih vidimo tudi določene slike, torej pod verzi Prešernove Zdravljice. Kako da ste prišli na to idejo in kako da ste se odločili za tako postavitev? Jaz sem imel čudovito ekipo, enkratno, inovativno. In med njimi je bil tudi urednik Sobotne priloge Ali Žerdin, moj prijatelj, ki je prišel na idejo, potem ko smo iz 2000 posnetkov naredili 1000, potem 400, na koncu 200, in se mu je porodila ideja, da bi uporabil Prešernovo Zdravljico in jo potem te verze, na podlagi teh verzov smo izbrali 16 poglavij in kar je zanimivo, tudi za poglavje o rekreaciji tistih let smo našli verz, za šport smo našli verz, za hribolazstvo smo našli verz, torej je predvsem Ali naš verz, in te verze tudi imenitno utemeljil. In to seveda priporočam, če bo kdo prišel na razstavo, da te stvari prebere. Ravno te utemeljitve, ki se mi zdijo imenitne. Sicer pa je vse napisano v katalogu, bogatem katalogu, ki ga je dal Cankarjev dom. Se pravi, se tudi tekstovno usklajuje in ni kar tako malo povprek nametano, ampak je vsak vers in seveda vsaka fotografija temeljito premišljena. Joco, najlepša hvala za enkrat, prav kmalu se spet vrneva z Cankarjevega doma, kjer bo še govora o razstavi, kar precej zanimivih vprašanj imam še pripravljenih za Joca Žnidaršiča, no sedaj pa si oddahnimo za nekaj minut in skočimo v oglase. Se gledamo. Lep pozdrav, spet se javljam z Cankarjevega doma, tukaj ob meni pa legenda slovenskega fotoreporterstva Joco Žnidaršič. Pogovarjava se o razstavi leta preloma, torej leta med letom 1988 in 1991, ko se je Slovenija osamosvajala. No, ravno v petek bomo praznovali torej 30. obletnico naše države in med drugim tudi o tem govorimo z Jocom Žnidaršičem. Joco, lepo pozdravljen spet. Ena zanimiva zgodba, o kateri sva tudi sedaj med oglasi malce klepetala, je ravno ta obisk in fotografija Triglava, kjer so izobesili torej trobojnico, takrat še brez grba, tudi vi ste bili tam zraven. Morda nekaj več o tej zgodbi. Ja, torej na delu smo pripravljali
slavnostno osamosvojitveno številko, ki naj bi išla na dan, ko bo razglašena ta samostojnost. Nismo vedeli takrat še naprej točno, kdaj. No in jaz sem približno več kot mesec dni pred tem klical v Mojstrano Janeza Brojana, ki je organiziral skupino 22 fantinov, reševalcev in alpinistov, da bi pomagali mi napraviti sliko, zastavo na vrhu Triglava. Prvotno sem mislil eno lepotno sliko Triglava, vendar pa sem pogruntal, da je to dosti razgledniško, no in zastava na vrhu je le nekaj drugega. Problem pa je bil, da še nismo imeli zastave. In iz parlamenta mi je dr. Ludvik Toplak sporočil, da je kar trobojnico damo. No in pol so ljudje, ki so pripravljali osamosvojitev, so to trobojnico napravili, prav veliko, helikopter nas je odpeljal gor v nekaj več rundah, no in potem smo začeli to fotografirati, 3 ure smo bili na vrhu do večerne zarje, ko je bila res prava svetloba. Moram pa povedati, da je bilo toliko snega, da se ni videlo ravno Aljaževega stolpa in smo ga potem s cepini odkrili in odkopali vsaj toliko, da se je videla zastavica na vrhu Aljaževega stolpa. Lepa zgodba, ki zastava visi za nama, ta slika. Za delo je bila seveda črno-bela, ker delo je izhajalo črno-belo. Te barvne slike, kolikor jih tukaj vidimo, so pa seveda nastajale z mojim 3. aparatom, ker sem pa vedno, če sem le imel čas, napravil kako sliko v barvah. In verjamem, da vam zato ni žal, kajti tudi barve marsikaj seveda dodajo k vsaki fotografiji. No, fotoreporterstvo je večkrat izredno nevarno. Kako pa je recimo ta zgodba s Triglavom? To verjetno jugoslovanske oblasti tedaj ni bilo najbolj povšeči. Vas je bilo v kakšnem trenutku, pa morda, da gledamo nasploh v času osamosvojitve, strah? No, kar se Triglava tiče, zanesljivo ne. Prvič je bilo to čisto normalno dejanje, čeprav fantje nekateri malo pretiravajo, kako je bilo to vse skrivnostno, pa top secret, pa ne vem, kaj se, ne vem. Gledajte, vojna je pa vedno nevarna za fotoreporterja. Fotoreporter mora biti v prvih bojnih linijah, če hoče kako dobro sliko napraviti. No, na srečo, vsaj v Sloveniji ni bilo žrtev med fotografi, ampak seveda na domačem terenu je to bistveno lažje, kot pa če greš na večja vojna področja. Naprimer, sem bil 2-krat v Iraku, ko je bila iraško-iranska vojna. Tle si le doma, imaš svoje zaveznike, čeprav, ko sem jaz prvi večer prišel v Trzin, ko so prišli srbski specialci, je bilo zanimivo to, da so mi naši zagrozili, če se bom kaj dosti cukal okoli njih in jih slikal, da jih bom dobil tako v šalice. Kar resno zgleda taka stvar. No, danes je verjetno vseeno fotoreporterstvo vsaj v neki meri spremenilo. Kako vidite današnje mlade slovenske fotoreporterje? Kar visoko ste postavili nekako letvico, standard, ampak ali opravljajo dobro delo? Nekaj je odličnih fotoreporterjev na Slovenskem, res prvovrstnih, tako športnih reporterjev, portretistov, ljudi, ki slikajo politiko. Res jih je ogromno. Je pa nekaj tudi poprečnih, ampak vse ti se na srečo ne pojavijo. Jaz gledam predvsem časopise, slovenske časopise in tam zasledujem dejansko odlične fante. Problem je, ker je zdaj kar precej šol, fakultet za to, visokih šol, ni pa možnosti objavljanja. Časopisov je malo, slabo plačujejo, revijalnega tiska ni, tako rekoč
kjer bi lahko odlične slike objavljali. Tako da izhod je v nekih samostojnih izdajah knjig ali kaj podobnega, ali navezava s kakimi uglednimi tujimi agencijami, ki bi ti kaj objavili. Tu vidim naše mlade fante, ravno zdaj v sobotni prilogi sta bila dva predstavljena, Krivic in Jazbec, kako jim je tudi v svetu uspelo objaviti krasne slike. Žal ne iz Slovenije, seveda, ampak iz Grenlandije in iz Afrike. Jaz pač, ko sem se upokojil, nisem hotel več delati nadlege ostalim fotoreporterjem, ki jih je kar precej na raznih dogodkih, ker seveda nimam s tistimi slikami kaj početi. In sem se pač malo začel ukvarjati z krajinsko fotografijo, z lepotami Slovenije, lipicanci, vinogradni. Vse živo sem poslikal in tudi izdal v 15 knjigah, ki sem jih seveda, potem ko sem prodal delnice Dela, sem si ustanovil svojo založbo in sem ti denar porabil za svoje knjige. In ko sem dal eno in ko sem jo dobil izplačano, sem delal drugo. Brez vsakršne pomoči, ki jo nisem hotel prositi nikjer, zato ker tisto sekundo, ko ti nekdo kaj sponzorira ali pokloni, ima svoje zahteve. Jaz pa sem hotel vedno imeti svoje oblikovalce, svoje tekstopisce, svojo tiskarno, zbral sem papir in vse, da sem bil zadovoljen. Torej, nekako še vedno ste aktivni, kljub temu, da ste šli uradno v penzijo, v pokoj, ampak ali fotograf sploh gre kdaj zares v pokoj? Mislim, da ne. Glejte, vsej človek je pričakovanje, vedno si mislim, da bom še naredil kako dobro sliko, recimo temu najboljšo, kar je seveda. Vse se lahko zgodi, je pa res, da imam skozi mobitel v žepu, in če vidim kaj zanimivega, lepega, to posnamem. Ja, verjetno je malce lažje danes, ko imamo vedno fotoaparat pri sebi in tudi dobri telefoni naredijo zelo dobre fotografije. Morda se zdaj še dotakneva spet malce nazaj razstave. O športu nisva dovolj govorila, pa čeprav je tukaj kar nekaj dobrih športnih fotografij. Kako pa vidite ravno te športne fotografije v kontekstu let preloma, se pravi v pomembnosti za Slovenijo, za osamosvojitev države? Gleda, jaz sem imel srečo, da sem bil na vseh olimpijadah, takrat dobra olimpijada je bila Calgary pa Albertville, ampak bila so tudi svetovna prvenstva, Vail, Beaver Creek, Vermont, Zlata lisica in tako naprej, kjer so naši dosegali izjemne uspehe, smučarji. In ti smučarji so ponesli ime Slovenije po celem svetu. Slovenci smo bili znani po križajih, po Matejah Svet, po Vlagah in tako dalje. In se mi je zdelo absolutno prav, da kad sem začel z letom 88 s procesom JBTZ, da vključim tudi vse te velešportne uspehe naših smučarjev. Vse je bilo tudi drugih uspehov, ampak tam žal nisem bil. Jaz moram povedati, jaz sem bil urednik, jaz sem moral ogromno sedeti na raznih sejah in kolegijih, nisem imel časa prav pretiran še za kakšne druge slike. Tu so pač bila ta leta, ker se je vse, kar se je dogajalo, se mi je zdelo pomembno in ko sem imel 5 minut časa, sem šel na dogodek, da sem vsaj malo sledil. No, torej, gledajte, tam vidim modelec sliko, Matejo Svet in ameriški predsednik Ford. To so bili častivredni dogodki. In sem to uvrstil. Gledajte, meni se je zdelo tudi zelo zanimivo 100 žensk na Triglav, ki sem jih spremljal po službeni dolžnosti, dolga leta. Veste, kako je lušno bilo gledati te gospe, tudi mlade punce, ki so prišle na vrh, kako so bile srečne. Tam gledam ta hip fotografijo gospe, ki je stara toliko približno kot jaz, kako poljublja Aljažev stolp od sreče, ki je prišla na vrh. To so ganljivi
ganljivi trenutki vredni, da se jih zabeleži. Ja, tudi meni se je zdaj kar malce naježila koža, tako 1001 vprašanje še imam za vas, pa naj čas preganja. Verjamem tudi, da imate vi sedaj kar precej medijskih obveznosti pred tole razstavo, tako da izredno cenim ta vaš čas, ki ste ga namenili seveda meni in seveda gledalcem Ljubljana TV. Jaz vam želim uspešno razstavo in še veliko zanimivih, dobrih fotografij in seveda izdanih tudi knjig z urejenimi fotografijami. Vse dobro in seveda upam, da se še kje kaj ujamemo. Hvala lepa, z veseljem je bilo. Takole, toliko za enkrat z Cankarjevega doma. Tudi vas lepo povabimo, gledajte si tole razstavo, res je izredno okusna z ganljivimi fotografijami iz prve bojne linije, kot je gospod Joco Žnidaršič tudi omenil, tako da res se je ne splača zamuditi. Toliko za enkrat z Cankarjevega doma, sedaj pa spet nekaj minut našim oglaševalcem, potem pa spet nove vsebine in novi gosti. Se vidimo.